Za katero od prikazanih smeri potrebujete najmanjšo silo, da bi prevrnili človeka, ki stoji na gredi? Na sliki A, slika B, slika C ali slika D? Sekund. Najmanjšo silo. Vijoličasti so izbrali sliko D, rumeni pa sliko C. Zakaj ste izbrali tole sliko? Zato, ker se više, ko greš, lažje je potisniti. Aha, to se pravi više, ko je. In ker je človek obrnjen tek, bo prej padel, ker ima manjšo, mislim, Zgubo bo hitreje ravnotežje. Ja, torej, če bi ga niže, pa bi verjetno imel malo boljše težišče, Ja. boljše ravnotežje. Dobro. Kako torej prevrnemo gimnastičarja? Preverimo. Ko človeka prevrnemo, ga v resnici zavrtimo okoli njegovih stopal. Fizikalna količina, ki povzroča vrtenje, se imenuje navor in je produkt sile, s katero delujemo, in razdalja od stopal do mesta, kjer deluje sila. Večja kot je razdalja do stopal, manjša sila potrebujemo, da človeka prevrnemo. Če človeka potisnemo s premajhno silo, ga bo njegova sila teže zavrtela nazaj. To se zgodi le, če človekovo težišče ostane nad njegovimi stopali. Da ga prevrnemo, torej potrebujemo dovolj veliko silo, da se težišče zavrti preko stopal. Ker je v pokončni drži človek bolj širok kot globok, potrebujemo manjšo silo, da ga prevrnemo naprej kot stran. To ne bo v primeru A, niti v primeru B in D. To je samo v primeru C. Ja, C je bil res pravilen odgovor, 5 točk za rumene!